med marketingom, se pravi namenom marketinga in realnostjo, zelo tanka. No, mi smo postavili tukaj mejo med marketingom in še eno novo, kako bom rekel, obliko marketinga, ki smo jo poimenovali ego marketing. Ne bom zdaj govoril, kaj je ego marketing, ker verjetno sami sklepate, kaj je. Gremo mi rajši naprej, zato da boste videli, kaj boste lahko v prihodnje bolje izkoristili. Torej, če mi želimo izboljšati recimo finančno stanje samega salona, prva stvar, kar moramo narediti, moramo zmanjšati stroške poslovanja, povečati moramo urno postavko in seveda osredotočiti se moramo na ciljane stranke. Ste opazili, kako večinoma deluje marketing? Vsem ponujamo vse. In v trenutku, ko vsem ponujamo vse, dobimo zelo malo oziroma nič. Učinkovitost je minimalna. Če smo mi usmerjeni na točno določeno skupino strank, je zgodba popolnoma drugačna. Zakaj? Če vemo, kdo je naša ciljana skupina, potem prilagajamo celoten marketing potrebam, ki jih ta ciljana skupina ima. In če se osredotočimo točno na to, kar ti ljudje potrebujejo, bomo veliko lažje prišli do njih, kot če tolčemo v prazno. Pravi, delati na široko, za kogarkoli, karkoli, ne ustvarja prihodkov. To poudarjam še enkrat. Če želite delati na področju marketinga, najprej se vprašate, kdo je moja ciljana skupina, kje se nahaja, kaj je za to ciljano skupino pomembno in kako bomo prišli do njih. Kaj jim bomo predstavili za to, da jih bomo pritegnili, na kakšen način bomo to naredili in potem boste ugotovili, kakšna imate lahko pričakovanja. Okay? Če tega ni, pomeni, da strategije ni. Se pravi, da tolčemo, bomo rekli, v prazno. Gremo, delamo, bomo nekje nekaj objavili, če se bo kaj zgodilo, super, če se ne bo, Bog pomagaj, bo drugič. Ne? Vendar, obstajajo tukaj še druge stvari. Meni je ta slajd, ki ga boste zdaj videli, eden najljubših, zaradi tega, ker to vam pomaga pri samem razmišljanju. To, kar boste sedaj videli, to je res slajd, ki vam lahko veliko predstavi. Kamorkoli grem na predavanje, to predstavim. Pa poglejmo. Probajte, tisti, ki imate salone, se vprašati, koliko vi ustvarjate prihodkov na mesec. Dobro veste, koliko jih ustvarjate. In če spadate v katero od teh kategorij, boste hitro videli, da nekaj gre skupaj, nekaj pa ne. Kaj to pomeni? Zdaj vam bom razložil. Če imamo tukaj recimo, če nekdo izmed vas ustvarja 5000 evrov prometa mesečno, zato da bi ustvaril 10 ali 15 tisoč evrov, ne more to narediti z istim znanjem in z istim načinom dela. Okay? Zdaj bom pa tako povedal, dobro me poslušajte. 90% ljudi oziroma salonov, zaposlenih v salonih in lastnikov dela stvari na podoben način. Se pravi, ohranjajo to povprečje. Samo 10% je tistih, ki so iz tega izločeni in delajo zelo napredno. Ampak veste, kje so oni? Tukaj spodaj. Ne morete imeti znanje, izkušnje ali pa kompetence na nizkem nivoju in ustvarjati dobre prihodke. Ste me razumeli? Ne gre. Če hočete, če sami sebi želite reči, ok, jaz želim delati na mesec 20 000 evrov, kaj moram za to narediti? Se pravi, če ste delali do sedaj 5 in če želite od sedaj naprej delati 20, morate nekaj spremeniti, je tako. Z istim pristopom, istim znanjem je to nemogoče.
morate pridobiti novo znanje, nove kompetence, zato da bi lahko naredili korak naprej. Dokler tega ne naredite, se ne bo zgodilo nič. Ničesar se ne bo zgodilo. Zdaj pa vidite, kaj je treba delati. Lejte, če delate, recimo tisti, ki delajo sami, pa če delajo kakšne storitve, kot so samo nohti in tako naprej. Če dela že kdo nohte, za 5000 evrov se mora zelo namatrati na mesec. Zakaj? Zaradi tega, ker nohti so omejena dejavnost. Vi kot toliko ne morete, več kot toliko ne morete narediti, pika. Nemogoče. Se pravi, za narediti 5000 evrov na nohtih se boste namatrali, imeli ogromno stroškov, zaslužka, malo nič. Torej je treba nekaj spremeniti. Če želite v salonih, kjer izvajate več storitev, potrebno je najprej preveriti naslednje. Katere storitve so donosnejše, katere lahko ustvarjajo večjo razliko v ceni in šele zatem vidimo, v katero ciljano skupino se bomo usmerili. Pravi, takrat usmerimo marketing tam, kjer nam bo na osnovi storitev prinesel več. Smo se razumeli? Ste razumeli? Torej, enostavno, pogledajte, kako lepo vam piše. Tisti, ki ustvarja 5000 evrov na mesec, je lahko zelo priden, je marljiv, se trudi, naredi lahko marsikaj, ne? Tudi se posveča nekaterim novostim, vidi marsikje kakšne trende, pa reče, wow, to je dobro, gremo to probati, to bo super, to bo fajn, to je zdaj ljudje iščejo, to je odlično, ne? Ampak je zelo aktiven, ni pa produktiven. In tukaj nastane težava, ne? Mi takšnim salonom pravimo, da so generični saloni. Zakaj? Generični saloni so tisti, v katerem delajo vsi vse. In zato, ker delajo vsi vse, tudi stranke ne vedo, v čem so najboljši. Ker če ste v nečem najboljši, potem je najboljše predstavljati tisto navzven, zato da boste ustvarili v krajšem času več. Bom povedal drugače. Saloni, s katerimi delam že nekaj let, imamo že kar nekaj izkušenj z njimi in pretvarjamo, bomo rekli, te zneske mesečne, se vidi iz meseca v mesec, kako se zadeva spremenja na bolje. Ampak zdaj smo prišli v situacijo, ko smo iz večjega števila zaposlenih prišli na manjše, medtem ko so se prihodki povečali tudi za 2-krat do 3-krat. Zakaj? Iz preprostega razloga, ker se dela bolj usmerjeno na tistem, kar ustvarja več. Ker če porabljate več časa za stvari, ki prinašajo malo, boste izgubili, ker so stroški tisti, ki vas bodo pojedli. Če želite ustvariti nekaj več in boljše, morate ustvariti več. Pa ne le to, kaj delajo še eni. Najprej delajo po ugodnih cenah, potem dajajo popuste in potem, ko odplačajo davek in ostalo, ne ostane niti za špricer, po domače povedano. Če želite delati 25 000 evrov, recimo, tukaj že morate biti strokovnjak, vidite. Se pravi, kaj dela strokovnjak? Kontrolira številke, skrbi za pridobivanje strank in skrbi za razvoj salona. Kaj to pomeni? Če strank, lejte, tako bo veliko lažje, tako kot imamo sedaj povedal. Največje bogatstvo imate že v salonu. Ne iščite od zunaj nekaj, kar imate že v salonu. In ljudje tega ne vedo, se tega ne zavedajo. A veste, kaj je vaše največje bogatstvo? Vaše stalne stranke. Zdaj pa vprašajte se, koliko imate stalnih strank, ki koristijo pri vas eno storitev ali več storitev. Znamo salone, ko stranke hodijo v en salon na nego, v drugi salon hodijo na nohte, v tretji salon hodijo ne vem kaj. Vprašanje je, zakaj? Zato, ker tisti salon, ki ravno tako vse to upravlja, jih ne zna pritegniti na tiste storitve, ki bi v tem salonu ustvarjale več. Logika je zelo jasna. Z eno storitvijo boste pridobili samo toliko, kolikor doprinese ena storitev. 4-5 obiski na mesec
iste stranke boste dobili, se pravi, od iste stranke toliko krat več. Se strinjate? Se pravi, če boste več delali z istimi strankami na različnih storitvah, bo ekspanzija v prihodkih. Samo morate ljudi na pravi način pritegniti in to je tisto, kar vas mi učimo. Kako boste te ljudi pritegnili, zato da boste vedeli, na kakšen način postopati. In kaj se na koncu zgodi? Zgodi se to, da delate v bistvu manj vlagate v zunanji marketing, manj ste obremenjeni določenimi stvarmi navzven, ker vse, kar delate navzven, veliko stane. Ja? In bolj učinkoviti ste navznoter. In zdaj, kaj dela večina? Večina dela tako, da so zadovoljni s tem, kar imajo, imajo občutek, da nekaj naredijo, imajo občutek, da si ustvarijo nekaj prihodkov in rečejo, meni je fajn, super, laufa. Bomo naredili nekaj marketinga navzven, bomo dali kakšen popust, bomo dali kakšne takšne zadeve in bo zadeva super. Lejte, s popusti se je delalo, govorim v salonih za storitve. To se je delalo pred 7, 8, 10 leti nazaj, je bilo to učinkovito. Danes, če delate s popusti, pomeni, da je nekaj zelo, zelo hudo narobe. Popusti, za redno poslovanje s popusti ste si podpisali smrtno obsodbo. Ne počnite tega. Popust ja, vendar pod določenimi pogoji. Torej, če stranka želi imeti popust, ok, bomo dali popust, samo povejte zakaj. Zato, ker dajo vsi. Ja, vam nismo vsi. Spravi, vi morate dati nekaj več, na boljši način, zato da boste lažje stranko pritegnili. To boste še slišali pol kako. Mi imamo salone, s katerimi smo prišli tudi iz 30.000 evrov na mesec poslovanja na 70.000 evrov. Z manjšim številom ljudi in večjim inkasom. Zakaj? Nima kaj početi v mojem salonu. Zakaj? Zato, ker če vi ustvarjate to, kar vam ustvarja, se pravi večjo razliko v ceni, hkrati stroški padejo, dobiček narašča. Zaposleni so manj obremenjeni in vse gre v pravo smer. Zadovoljni ste vi kot vodje, zadovoljni so zaposleni in zadovoljni so stranke. In če tega ne naredite, seveda potem takšnih rezultatov ne more biti. Zato je treba biti zelo, zelo previden pri tem, da se morate fokusirati na številke. Se pravi, z ljudmi, s katerimi ustvarjamo takšne zneske, mi delamo samo v matematični obliki. Mi vse izkalkuliramo, koliko naredi salon na minuto, na uro, koliko naredi vsaka kabina, koliko naredi vsak zaposleni, koliko je vredna vsak stol. Zakaj? Zato, ker če je prazen, ne prinaša. Če je preveč poln na poceni storitvah in je prazna storitev, ki prinaša več, potem nekaj ne štima spet. Je res? Kaj to pomeni? Zdaj vam bom povedal to zelo na enostaven način. Recimo, stranka pokliče, se naroči na nohte in vi jo naročite na nohte. Pokliče druga stranka, se naroči na nohte, jo naročite na nohte. Tretja, peta, 10. se naroči in vi jo naročite. Pokliče stranka, ki bi bila pri vas pripravljena potrošiti 200 evrov in ji rečete, joj, veste, zdaj imamo pa vse zasedeno do takrat in takrat ne moremo. Ona bo rekla, v redu, ok, si bo poiskala nekaj drugega. To je zato, ker ni zadeva pravilno načrtovana. In zdaj imate usposobljene kozmetičarke, ki ustvarjajo bistveno več storitev z nižjo dodano vrednostjo in glede na to, da so sposobne ustvarjati več na storitvah z višjo dodano vrednostjo, si ustvarja tukaj eno veliko izguba. Zato, ker niso dovolj oziroma niso pravilno usmerjene. No, vidite, vse to prinaša potem
bom rekel, neke razmisleke o tem, kaj narediti. Prvo, kar je potrebno ustvariti strategijo. Torej, kot sem prej povedal, če želite narediti korak naprej, je najprej potrebno se aktivirati pri že obstoječih strankah. Pri že obstoječih strankah. Še enkrat poudarjam, obstoječe stranke so zlato v salonu. To je največje bogatstvo, ki ga imate. Več, ko boste obstoječih strank nadgradili, ja, prvič boste imeli bistveno več denarja, drugič boste bistveno manj denarja porabili za zunanji marketing in vedeti morate, da se zunanjega marketinga ne dela, dokler se notranji marketing ne reši 100%. Okay? Ker če ne zgubljate na eni strani veliko denarja, imate pričakovanja, učinka ni. In to potem ustvarja nezadovoljstvo in zato tudi potem rezultatov takšnih, ko bi pričakovali, ni. Druga zadeva. Treba je zbuditi speče stranke. Veste, koliko imate strank v salonu? Probajte se vprašati, koliko je strank v salonu, ki niso bile mogoče že kakšen mesec pri vas? Ste jih mogoče kdaj poklicali, vprašali, kaj se z njimi dogaja, a ste pustili kar tako, da gre mimo? Ne? Ko sem bil pri eni punci, sem rekel, dajmo mi nekaj narediti. Dajmo mi narediti zaprto skupino na Facebooku in povabi vse tiste noter, ki niso bili že nekaj časa pri tebi. In ona je povabila in ne boste verjeli, že v nekaj minutah so se začele te osebe pojavljati. Kako lepo, da si se javila, kako lepo, da si se spomnila name, kako lepo to, kaj še delaš, to, pa še to. In ona je postala rdeča v trenutku. Ne? Zakaj? Zato, ker je videla, da dejansko je končno razumela, da je ona tista, ki mora nekaj sprožiti. Ne, da so stranke prepuščene same sebi, ker če boste stranke danes prepustili same sebi, ne boste imeli nič od njih. To morate razumeti. Vi morate voditi postopek, vi morate biti tisti, bom rekel, tista potencijalna sila, ki bo gonila naprej, zato da bodo prišli k vam. In seveda, tretja zadeva je pridobivanje novih strank. Vendar, vedite, da pridobivanje novih strank je najdražji način pridobivanja strank. Še posebno, če delate to preko zunanjega marketinga. Zunanji marketing stane, če hočete, da je učinkovit. Enostavno. Ker vi morate delati na tem, da enkrat, ko stranka pride k vam, jo morate znati zadržati. Ampak zato je potrebno imeti določeno znanje. To ni kar tako. Ja, se bomo že mi zmenili, jaz že vem, kako se to dela. Ne? In potem, ko stranka pride, se vse fino lepo pomenite in rečete stranki, ja, no, jaz upam, da ste bili zadovoljni danes z nami, da je bilo, ja, super je bilo fino, bodite brez skrbi, jaz bom še prišla k vam, vas bom poklicala. In gre. Ne, to se ne sme zgoditi. V današnjih okoliščinah je to nedopustno. Isti dan, isti trenutek je dobro stranke naročiti na naslednjo storitev, zato vedno pravimo, stranke ne puščate iz salona, dokler je ne naročite na naslednjo storitev in dokler ne ponudite izdelka za domačo uporabo. Ker če ne, vam bo promet drastično padel. Ker tisti, ki prihajajo za vami in ki to obvladajo, so zelo hitri. Oni to razumejo. In veste, kaj se pri njih dogaja? Pri njih promet raste neizmerno hitro. Zakaj? Zato, ker njihova strategija deluje zelo dobro. Oni imajo zelo dobro opredeljeno strategijo. Zato tudi vedno pravimo, če se želite odpreti vrata pri novih strankah, kaj je dobro narediti? Imeti čim več strategij, ker če boste imeli samo eno strategijo, potem velja tisto zlato pravilo. To je podobno, kot če imate samo eno blagovno znamko, recimo izdelkov v salonu. Potem je samo ja ali ne. Če imate več možnosti, je pa več možnosti. Okay? Zato je dobro imeti več strategij, ker učinkovitost je lahko bistveno večja, ker vidite, tako kot sem tam napisal, če imate vi skrb za realen zaslužek, kaj je realen zaslužek? Realen zaslužek je to, kar si vi dejansko zaslužite, ne pa to, kar zaslužite.
Zato se morate vprašati, ali to, kar vi, vaš prihodek, ki ga vi ustvarjate, je takšen, kot ga določa trg, ker se vi prilagajate konkurenci, ali je to prihodek, ki je realen, ki je vaš, ki ste ga vi ustvarili s postavitvijo cen, tako kot ste vi to določili. Ker če se boste prilagajali trgu, ni rečeno, da boste bili profitabilni, zapomnite si to. Vi morate imeti svoje cene, vi morate izstopati. Spomnite prej, ko sem rekel, 90-10, 80% imamo takšnih poprečnih, bomo rekli, in večina se drži tega in konkurirajo med sabo s cenami. 10% teh salonov je šlo iz tega kroga ven in delajo na povsem drugačen način. In če vi želite biti med temi 10%, ne morete biti, če boste v prihodnje delali na isti način, kot ste delali do sedaj. Dobro me poslušajte. Če hočete biti med temi 10%, morate delati tako, kot dela teh 10%, morate razmišljati tako, kot razmišljajo oni, morate se na trgu obnašati tako, kot se obnašajo oni, in morate do strank pristopati tako, kot to počnejo oni. Ne morete pa dobiti, ker teh 10% ustvarja izjemne prihodke, izjemno visoke prihodke. Tukaj ne gre za to, koliko je ljudi zaposlenih in kolikšno je njihovo število strank. Gre za to, kolikšen je prihodek. Ja? Vsaka stvar mora biti merljiva, vse mora biti v številkah. To, kar ni v številkah in da se dela na pamet, je zelo nevarno za to, da bi lahko salon zaprli. Zakaj? Zato, ker vsaka stvar mora biti skalkulirana, predno se jo začne izvajati. Podobno kot marketing. Ne morete vi kupiti aparaturo in potem, ko jo dobite v salon, boste začeli razmišljati, kako bi zdaj mi naredili z marketingom, da bi... A veste, koliko škode si lahko s tem ustvariti? Mi imamo stranke, s katerimi smo začeli popolnoma drugače delati. Rekla, evo, mi imamo v naslednjem mesecu ali pa 2-3 mesecih imamo v planu, še posebej, ko smo januarja začeli delati letni plan za salone, smo dali v plan tudi določene aparature, ki so jih imeli namen kupiti. In seveda, zakaj? Zato, ker se je marketing začel delati mesec do 2 dni prej, vi ne morete začeti zadnji trenutek marketing delati. Je treba vse pripraviti. Je treba se usmeriti, ko smo rekli, na ciljeno skupino. Ne morate to čakati zadnjo minuto, da se bo nekaj zgodilo. Stranke ne bodo prihajale k vam v salon, takrat, ko boste vi to želeli ali potrebovali. Zapomnite si to. Stranke hodijo v salon takrat, ko mi ustvarimo pri njih zanimanje za to, kar one potrebujejo oziroma imajo željo. In mi smo tisti, ki moramo znati njih pritegniti. Ne čakajte stranke, da bojo prišle same. Ker vi, če boste kupili določeno aparaturo in boste sedeli in čakali, aha, zdaj bojo stranke sigurno prišle me vprašati, če imate to pa to aparaturo ali pa če imate te pa te izdelke. Tega ni v realnosti. Redko, kje se to dogaja. Če pa vi to predstavljate že prej, če dajete ljudem, prikazujete, kaj se z vsem tem da ustvariti, na kakšen način, je zgodba popolnoma drugačna. Ste že prej pripravljeni. Jaz vam lahko povem iz prakse, recimo, da smo v nekaterih salonih, prav bom dal primer enega salona, sicer v Hrvaškem, ko smo to naredili pred 2 leti, oni so aparaturo izplačali v 3 tednih. Zakaj? Ker je bil tako dobro marketing že prej narejen, da so stranke bile že na vrstnem redu in ko so začeli izvajati storitve, oni so imeli vse termine vnaprej že prodane. Prihajal je samo denar. In to je to. To je danes največja umetnost narediti. Kaj? Stranke naročati vnaprej, zato da veste tudi, kako se boste v prihodnje organizirali, ker boste točno vedeli, kaj si želite v prihodnje, ja? Kdo bo to delal,
koliko ljudi potrebujemo za to, kaj še potrebujemo za to. Vse to je potrebno že prej vedeti. Če tega ne vemo, potem je normalno, da prihaja do takšnih, bomo rekli, čudnih zadev. Ne? Vendar, če bi želeli si odpreti nova vrata, je tudi jasno, da potrebujemo nove stranke. Ne? Ampak kakšne? Ne kakršne koli stranke, ki bodo trošile. Potrebujemo pa tudi dosedanje stranke, kot sem prehodno povedal, ki bodo trošile več. Če boste dosedanje stranke, kot sem predhodno omenil, znali zadržati v salonu, boste od iste osebe dobili več, ja? Kar je veliko lažje, kot če bi za to iskali novo stranko, ki jo bo potrebno šele vzgojiti in jo imeti določen čas pri sebi, zato da bi jo lahko nadgradili in od nje potem po določenem času pridobili več. Torej, zadeva je dokaj specifična, ampak imamo pa srečo, da nam pri tem pomaga marketing. Zdaj, marketing, v čem je razlika marketinga recimo med današnjim in še par let nazaj? Marketing kot tak danes mora ne samo, da ustvarja neko prepoznavnost. Ljudje potrebujejo rezultate. In če ne znamo ljudem ponuditi pravih rezultatov, ljudje potem se ne bodo odločili za določene stvari. To so stranke pripravljene plačati. Njih ne zanima, kaj vi imate v salonu, njih zanima, kaj bojo oni plačali oziroma kaj bojo za ta denar dobili. V kolikšnem času se bo to videlo na moji koži? To je prvo vprašanje, ki ga vam bodo postavili. Koliko časa bo to trajalo, da bomo prišli do določenih rezultatov? Ne? In če nimate pravih odgovorov na to, je potem seveda vprašanje, ali ima stranka razloge, da bi se za to odločili ali ne. Seveda, da bi pri tem bili bolj učinkoviti, smo ravno zato tistih 10%, se spomnite, ki se jih prej omenil, smo jih preusmerili v menedžment. Zakaj? Ker menedžment kot tak omogoča na eni strani širitev znanja, na drugi strani omogoča zaposlenim v salonu bistveno večjo podporo. In če imajo zaposleni podporo, veliko lažje delajo, so veliko bolj učinkoviti, z bistveno manj napora. Zakaj? Ker poglejte, to, kar vam bom sedaj povedal, mogoče se vam bo zdelo čudno. Jaz včasih rečem tudi na predavanjih, še predno začnem predavanje, rečem, lejte, najprej vam bom nekaj povedal in zapomnite si. To, kar boste slišali danes na predavanju, se zna zgoditi, da vam ne bo všeč. Zato, ker nekdo, ki ima nekaj za bistveno spremeniti, mu niti malo ni všeč, ko mu nekdo govori, kaj bi bilo dobro spremeniti. A mi ne bo solo pameti po 30 letih dela. Ja, 40. Ni šans, ne. Zato ljudje imamo drugačno percepcijo razmišljanja. In zdaj, lejte, če nekdo dela v salonu s svojimi zaposlenimi, je njihov sodelavec. Menedžer ne dela z njihovimi zaposlenimi v salonu z rokami. Dela, ampak samo tiste stvari in samo v tistih, bomo rekli, terminih, ki si jih sam privošči za tiste stranke, ki so njemu všeč. Ja? Njegovo delo je bistveno drugačno. On v bistvu usposablja svoje zaposlene. Zakaj? Ker on je vzornik svojem zaposlenim. In če je on njihov sodelavec ali vzornik, ni to eno in isto, smo se razumeli. Ljudje morajo imeti željo potem, da pridobijo znanje od njega. Ne pa, da se pogovarja, aha, zdaj boš ti to, zdaj boš ti to, zdaj boš ti to. Ne, ti kar to naredi, ti si šefica, dej, ti boš ti boljše naredila. Se pravi, komandirajo lahko tudi zaposleni, ne vodje, ne pa samo obratno, res. Enkrat, ko ste sodelavci, zato morate biti previdni. Če hočete imeti imidž v salonu, čim manj delajte z ljudmi, usmerite se bolj na menedžment, oziroma več časa posvetite menedžmentu, zaradi tega, ker boste bistveno bolj učinkoviti. Ker zdaj
Tisti, ki delate v salonu z zaposlenimi, vi porabite preveč energije in časa za stvari, ki jih morajo drugi upraviti in izgubljate ogromno na tem, kako bi poslovanje organizirali. Vam bom povedal konkretno. V nedeljo me klicajo. Moramo razumeti, da ko delamo s strankami, ne moramo postopati kot stvarmi. Pakete se prodaja na pošti. V salonu se prodaja programe. Ker to za stranke deluje veliko bolj profesionalno. Zamislite, če bi prišel kdo k vam v salon, ali pa da bi prišel k meni v salon in bi rekel, lejte, jaz sem vam prodal en paket 5+6, ne? Drugo je, pa če bi rekel nekomu, poglejte, bomo se usedli, bomo pripravili en poseben program za vas in bomo videli, koliko česa je potrebno. Kako jaz lahko nekomu prodam en paket za nekaj, če ne vem vnaprej, kaj ta oseba potrebuje. Kaj pa, če potrebuje več? Ja, to bomo potem videli. Ja, bomo potem videli. Ampak, če vi naredite program, ker ste strokovnjaki svojega posla, boste veliko lažje ugotovili, koliko kdo nečesa potrebuje, in veliko lažje se boste potem usmerili na to, kar nekdo potrebuje. Ampak ti programi prinašajo zelo veliko denarja. In če jih znate dobro izkoristiti, ne boste imeli nikoli težav s financami. Zapomnite si to. Kaj je še potem pomembno pri menedžmentu? Pri menedžmentu je potrebno to, da poznate prihodke nižje. Ampak zato se morate sami odločiti. To vas ne more nihče pripraviti do tega. Potem imamo, no vidite, mi smo naredili v lanskem letu, zdaj nekateri ste to mogoče ki opazili, nekateri ne, koordiniranje salona. Zdaj, koordinator salona, ne vem, če veste, koordinator salona je pravzaprav operativni vodja salona. On skrbi za celotno organizacijo dela in mi smo mu do sedaj smo jih vedno omenjali kot receptorji, ne. Ampak veliko krat reče, Evgen, dajmo, ne bo jaz nekoga zaposlovala v salonu zato, da mi dviga, da mi naroča stranke po telefonu, halo, kam pridemo, ne pridemo nikamor, ne. V bistvu, da vam povem na kratko, mi smo v predlanskem letu ustvarili program za koordinatorje salona. Veste, koliko postavk je napisanih, ki jih mora koordinator obvladati, zato da je lahko koordinator v salonu. 240 postav mora obvladati, da lahko dela v salonu. Če vi imate dobro usposobljenega koordinatorja, takrat se začne delati v salonu pravi posel. Bistveno bolj se vam splača imeti dobrega koordinatorja, kot še 2 zaposleni kozmetičarki. Zapomnite si, kar sem zdaj povedal. Zato, ker če imate dobrega koordinatorja, vam tako, ker on dela vse, poglejte, kaj dela vse. Glejte, kaj morajo vse delati. On organizira celotno delo, organizira stranke, organizira zaposlene, vodi vse evidence, kar je potrebno, ima nadzor, popoln nadzor nad strankami, organizira prodajo, naroča izdelke, potem pripravlja marketing, vse, kar je v zvezi z marketingom, notranji marketing, zunanji marketing, potem upravlja z denarjem v salonu, se pravi, sodeluje z dobavitelji, to je vse njegovo delo, on to mora obvladati v nulo, razumete? On je desna roka lastnika salona in desna roka zaposlenih v salonu. Zakaj? Ker če on opravi dobro to delo, bojo zaposleni veliko lažje delali, bodo bili produktivni in bojo v svoje delo vlagali 100% svoj čas. Poglejte, kaj se zgodi, če temu ni tako. Potem se zgodi naslednje. Če recimo, zamislite si, kako zgleda, ko stranka kliče in vsakokrat se nekdo drugi oglaša na telefon. Vsakemu mora povedati svojo zgodbo, vsakdo mora povedati svojo zgodbo drugi osebi. Normalno, že sami po sebi čutite, da tle nekaj ne štima, res? To ne gre tako. Je treba delati popolnoma drugače. Če ste dobro organizirani, če imate koordinatorja, je to vse njegovo delo. Vi ne skrbite za nič. Vi skrbite kot lastniki za menedžment
In vse ostalo, operativni del, vse, kar je operativnega dela, skrbi koordinator, vi skrbite za management in zaposleni 100% delajo. In veste, kakšne prihodke ustvarjajo? Fenomenalne. Zakaj? Zato, ker so dobro naučeni. Torej, če želite imeti koordinatorja v salonu, obvezno najprej na šolanje, ker potrebuje, to se je treba naučiti, to ni nekaj, kar nekdo že zna. To tudi ni nujno, da je nekdo, ki je po poklicu kozmetičar, lahko je nekdo popolnoma drugi. Upam se trditi, da bo to nov poklic v kozmetiki, frizerstvu, kjerkoli želite. To bo nov poklic. Zato, ker če boste imeli, recimo v salonih, kjer imamo dobre koordinatorje, veste, kako delujejo. Ampak zakaj? Zato, ker so vsi ostali neobremenjeni, ker lahko posvetijo sebe maksimalno tistemu, kar je dejansko, za kar so plačani. In to je najbolj pomembno, ker so ustvarjalni, oni ustvarjajo denar. Razumete? Je pa res, da koordinator, on ne ustvarja direktnega denarja. On ne ustvarja direktnega, ker ne izvaja storitev. On ustvarja indirektni denar. To pomeni, on skrbi za to, da vi nimate praznih terminov, on skrbi za to, da pridobiva nove stranke, on skrbi za to, da razvija notranji marketing, da lahko stranke nadgradite, on skrbi za vse te stvari, to je vse njegovo delo. Vi samo upravite tisto, kar je vaše delo in to je to. In potem ne skrbite za ostalo. Ker če oseba, ki tega ni vešča in tega ne pozna, ne boste nikoli uspeli narediti koraka naprej. Zato, ker vas bo vedno nekaj brenzalo, po domače povedano. Vedno bo nekaj, kar vas bo vleklo nazaj, namesto da bi vas potiskalo naprej. Dobrega koordinatorja imeti danes je zlata vredno. No, vidite, tudi tukaj, recimo, ko sem prej govoril o notranjem, zunanjem marketingu, zdaj ste že razumeli, zakaj gre. Ampak notranji marketing je veliko bogatstvo zaradi tega, ker z njim razvijate že obstoječe stranke. Če nekdo hodi k vam na, recimo, nego obraza, iz nege obraza ga lahko peljete na nego telesa, iz nege telesa ga lahko peljete na karkoli drugega, kar v salonu vse uporabljate. Vendar tako se storitve širijo, povečuje se število obiskov, avtomatsko, ko se povečuje število obiskov, se povečuje tudi potrošnja, bodi si na storitvah, bodi si na izdelkih. In tukaj so potem ustvarjajo prihodki. Zato je to ključnega pomena, da razumete. Tukaj boste tudi videli še razne stvari, ki se dogajajo pri tem, ampak jaz bi pokazal zdaj eno zadevo, za katero mislim, da je ključno pomena in redki ste, ki boste to videli. Torej, zdaj bomo šli takole, poglejte, če vi želite priti iz točke A na točko B in če bi želeli pridobiti določene rezultate, potrebujete čas. Je res? Zato je potreben čas. Vendar, da bi mi ustvarili, se pravi, da bi mi ustvarili te rezultate ali pa tako imenovane top rezultate, mi potrebujemo določeno pot. In kje največ salonov ima izzive? Kje oni se znajdejo v težavah? To vam bom zdaj razložil. Težave nastanejo recimo takrat, ko ni vlaganja v novo znanje. Recimo to so tako imenovani solisti. Kako delujejo solisti? Ko se z njimi pogovarjate, oni vse vejo. Oni rečejo, ne, meni je tako v redu, meni je super, mi ne rabimo ničesar. Je, fajn, lejte, jaz če kaj rabim, si najdem kakšno informacijo in to je to. Ne? Ampak oni ne vlagajo v novo znanje, zato ker že znajo vse in ker verjamejo v izkušnje. Ampak se izpolnite, kaj sem na začetku rekel o izkušnjah. Ne? Nekdo nekaj časa nabira izkušnje in potem to koristi lahko celo vrsto let. Imamo pa drugo skupino. Ta skupina je že malo bolj zanimiva, zato ker ona pa že nekaj vlaga v te finance. In kaj se dogaja? To v bistvu je skupina, veste kdo so to? To so pa tiste kozmetičarke, recimo, ki rečejo nekako takole. Fino, ja, zdaj nam gre tako v redu, ampak bomo nekaj vložili v marketing, bomo nekaj dali in začnejo delati na zunanjem marketingu
in vlagajo nekaj sredstev tam in rečejo, ja, pa sej delam na marketing. Ja, sej se pojavljamo zunaj, ja, sej se, ampak učinka ni. Veste, kdaj je pravi učinek? Učinek ni to, da samo stranka pride v salon. Mi se fokusiramo na učinek, za nas je učinek to, ko vi dosežete lasten potencial. Mi moramo najprej skalkulirati, kakšen je vaš potencial salona in šele na osnovi tega graditi potem strategijo. Ne pa samo reči, ja, vse je zdaj fajn, vse zdaj bo tako, vse vlagamo v marketing, pa je, kar neki stran pride, je učinek, ne? Se pravi, ni to, kar včasih mislimo. Tretja skupina že nekaj da več nase, pa gre na kakšen seminar, pa gre na kakšna, recimo, izobraževanja razna, gre na kakšne tečaje, torej delno vlaga nekaj tudi v to in se na takšen način tudi razvija. No, pol pa imamo tukaj mentorstvo. Mentorstvo je pa čisto druga zgodba, ne? Tukaj pa se vse obrne na glavo. Zakaj? Zaradi tega, ker pri mentorstvu gre tako, da vas mentor spremlja. Ja? Se pravi, to, kar sem prej govoril, se obrne na glavo. Zdaj pa pogledamo, zakaj. Zaradi tega, ker ne začnemo tukaj spodaj, gremo gor, ne? Ampak bi bilo praviloma iti od zgoraj pa proti navzdol. Zakaj? Ker tako pridobivate vse informacije in se nadgrajujete. Torej, mentor je tista oseba, ki gradi, se pravi, vaše delo, vas spremlja, vas bogati in ko vas spremlja, vas proti vodi do rezultatov. Zdaj, če se tega držite, so rezultati neizbežni. Če izberete svojo pot, potem je treba prevzeti odgovornost nase, ne? Ampak imate pa možnost, da ustvarjajo. Zdaj, večina salonov, s katerimi delamo, in ko delamo na področju mentorstva, je tistih 10%, ki sem prej govoril, ne? Oni ustvarjajo dobre rezultate. Ampak veste, delati v mentorstvu ni tako enostavno, zato ker ljudje bi želeli imeti ful dobre rezultate in ohraniti to, kar je. To ni učinkovito. To smo rekli, če želite imeti dobre rezultate, je treba nekaj spremeniti. To, kar ste videli sedaj, edino na takšen način boste dosegli top rezultate. Brez mentorja ne morete, lahko, ampak ne boste prišli do tistega, kar si vi zaslužite, da bi prišli, ne? Torej, kakšne so karakteristike dobrega mentorja? Prvo, kar je, takšna oseba mora znati prenašati znanje na druge osebe. Mora imeti način razmišljanja, tako kot zna slušatelj sprejemati, ne tako kot on želi, da bi on delal, ne? Znati mora tudi, se pravi, vse to predstaviti na enostaven način, na logičen način, čim manj kompliciranja. Ljudje morajo stvari razumeti, ne vedeti. Eno je vedeti, drugo je razumeti, ne? In seveda vse naloge je treba spremljati, je treba točno vedeti, kaj in kako narediti. Znati je treba tudi z njimi komunicirati in seveda je treba znati tudi spodbujati. Je pa res, da mora biti dober mentor tudi takšen, da če nekdo, ki ne ustvarja rezultatov, ga mora najprej opozoriti, da preneha ali pa da se od njega odmakne. Ker če ne, učinka ne bo, je brez veze, škoda časa, škoda energije in škoda denarja. Vsak se mora za to sam odločiti. Seveda ima pa tudi slušatelj svoje obveznosti. On se mora zavedati, da to dela zase, da ne dela za druge. On si bo s tem ustvarjal boljše prihodke. Ne dela ustvarja drugim sebi ustvarja nekaj boljšega in več. In če to razume, ne bo imel nikoli težav, ne? In če se sam zavzema, če pokaže interes za to in če je pripravljen narediti spremembe, potem ima uspeh zagotovljen. Lejte, če v današnjih okoliščinah salonom ne morete ustvariti rezultatov, potem je treba nujno nekaj spremeniti. Nujno. Kaj je treba prvo stvar rešiti? Prva stvar, ki jo morate rešiti, je, da odmaknete vse, kar vas ovira. Vse, kar je neproduktivno, vse, kar ne prinaša denarja. To je prvo. Ja? Obvestilo za obiskovalce Hair Foruma.
V veliki šov dvorani nadaljujemo s programom. Na oder prihaja najboljša Bjelica. Torej, mi smo zato pripravili za tiste, ki pač ne morete pridobiti vseh tega znanja, smo pripravili tudi se pravi virtualno učilnico, zdaj od prejšnjega tedna naprej. Lahko se vključite na našo spletno stran, si izberete tematiko, ki vas zanima in se lahko vključite preko učilnice. Kako deluje ta učilnica? Ona deluje na zelo preprost način. V bistvu vi si izberete tematiko, to vplačate in se sprosti, seveda dobite določeno kodo in lahko vstopite v ta program. V programu imate pa 3 segmente, ki so ključnega pomena. Prvi je, da imate e-book, iz katerega preberete vse, zakaj se pravzaprav gre. Imate potem razne vprašalnike, na katere vprašanja si odgovorite. In potem imate video, ki vam pojasni vse, kako poteka v tistem pač modulu, ki ste ga izbrali. In potem imate za vsak modul posebej, imate še 1 uro posveta direktno z mano preko interneta. Tako da vsa vprašanja, vse dvoumja, karkoli se pojavlja, potem lahko rešujete to še v živo in tako pridobite čim več možnih informacij, ki vam lahko olajšajo delo. Zakaj? Ker, glejte, če mi pridemo enkrat toliko samo na neko predavanje, vedite, da je to premalo. Od tega boste zelo malo odnesli. To je tisto, kar sem prej pokazal, se spomnite, v tistem prejšnjem slajdu, ko sem pokazal. Od predavanj mi enostavno ne moremo v 1 uri povedati tisto, kar bi vi potrebovali 2 dni, 3 dni tudi izobraževanja. Ne gre, razumete? In če dobite samo osnovne informacije, boste delovali samo na osnovnih informacijah. In če vi dobivate samo preko omrežja, kot je Instagram in tako, če dobivate samo osnovne informacije, nimate globinskih rešitev in je zadeva seveda jasna. Ne morete priti do rezultatov, do katerih bi sicer prišli. Evo, toliko, to bi bilo za danes tudi v našem imenu. Kristina, ki je tukaj z mano, ona je moja direktorica, evo je tukaj snema. In lahko vam edino povem, da bomo še v virtualni delavnici naredili še dodatne module, predvsem na tistih stvareh, ki vam bodo še bolj koristile in verjemite mi, da boste imeli veliko možnosti razvijati bodisi sebe in zaposlene. Tako, hvala lepa za danes. Če imate kakšno vprašanje, da ne čakamo naprej, ker so naslednja predavanja, jaz bomo tukaj nekje v bližini, pa se lahko tudi pogovorimo. Hvala lepa. Hvala.